Papež je spomnil, da so ravno pred letom dni na istem trgu klicali Svetega Duha in ga prosili, da bi sinodalni očetje v zvezi s tematiko o družini znali poslušati in soočiti se med seboj s pogledom zazrtim v Jezusa, dokončno očetovo besedo in kriterij za razlago vsega. K takšni molitvi je papež povabil tudi sinoči. Torej, da bo lahko sinoda zmogla pripeljati do dovršene človeške podobe zakonsko in družinsko izkušnjo in v njej prepoznala, ovrednotila ter predlagala, kar je v njej lepo, dobro in sveto, ter objela tudi stanja krhkosti, ki družino postavljajo na preizkušnjo, kot so revščina, vojna, bolezen, žalovanje, ranjeni odnosi, iz katerih izvirajo stiske, zamere in pretrganje vezi. Molimo, da se bo sinoda spomnila teh družin. Vsaka družina je namreč vedno svetilka, pa naj bo še tako medla v temini sveta, meni papež. Tudi Jezusovo človeško življenje se je oblikovalo v naročju družine, znotraj katere je ostal 30 let. Njegova družina, kot mnoge, tam v odročni vasi na obrobju imperija. Sveti oče je še povedal, da je družina kraj evangeljske svetosti, ki se uresničuje v najbolj vsakdanjih pogojih. V njej dihamo spomin generacij in poženemo korenine, ki nam omogočijo, da gremo daleč. Je kraj, kjer se učimo prepoznati Božji načrt za naše življenje in ga z zaupanjem objeti. Je kraj zastonskosti, zaupne, bratske ter solidarne navzočnosti, ki nas uči iti ven iz samih sebe, da sprejmemo drugega, da odpustimo in sprejmemo odpuščanje. Papež je povabil k molitvi za to, da cerkev ne bi nikoli nikogar imela samo za breme, problem, strošek, kot skrb ali nevarnost, ampak predvsem kot dar, ki ostane tak tudi tedaj, ko se kdo napoti po drugačnih poteh. Po njegovih besedah je cerkev odprta hiša tudi za ranjene in trpeče.